Prihodnost, radi rečemo, stoji na mladih. V območnem združenju Rdečega križa Novo mesto zato spodbujajo dejavnosti mladih v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah ter na fakultetah. Lahko delujejo kot prostovoljci, člani krožkov Rdečega križa in ekip prve pomoči ali sodelujejo v dobrodelnih akcijah in na natečajih. Na sklepni prireditvi Mladi za boljši svet so podelili priznanja in zahvale za sodelovanje mladih z Rdečim križem v tem šolskem letu. Predsednica združenja Danica Novak-Malnar je na osnovni šoli Drska poudarila, kako pomembno je med mlade širiti solidarnost, humanost in prostovoljstvo. Plod dobrega sodelovanja s šolami je, da imamo državne prvake med ekipami prve pomoči iz osnovne šole Vavta-vas. 2 leti nazaj smo bili tretji, leto nazaj smo bili drugi, zdaj smo bili pa prvi na državnem. Veliko smo si pomagali, veliko smo se eno drugega učili, pa ful smo bili zagnani, da smo delali. Bomo izvedeli že v mladih letih, ko se pomaga poškodovancev, pa pol bomo samo še utrdili znanje na drugih področjih. Razglasili so tudi najprostovoljce za to šolsko leto. Med dekleti se je najbolj izkazala devetošolka Rebeka Robek z osnovne šole Drska. VDC obiskujemo z šolo, pa enkrat tedensko hodim v drugi razred učno pomoč. Na DRPD smo tudi šli parkrat pomagati. Najprostovoljec je dijak prvega letnika tehniške gimnazije na novomeškem šolskem centru Jaka Škofljanec. Prostovoljstvo ga spremlja že iz osnovne šole. V srednji šoli sem dobil veliko več priložnosti z telefonskim družabništvom, obiskovanjem in tutorstvom, tako da sem se teh prijavil na ta. Prostovoljstvo mi je že od malih nog dano od moje babi, ki je vesna prostovoljka. Najprostovoljsko skupino pa sestavlja 9 učencev iz osnovne šole Stopiče. Na predlog šol so v njih prepoznali neke vrline, ki jih imajo in so aktivni kot prostovoljci že mladi, pomagajo sovrstnikom, pomagajo drugačnim. Podelili so še nagrade na natečaju za bralna znamenja. Med 1034 prispelimi je strokovna komisija izbrala 22 nagrajenih, ki so jih narisali malčki iz vrtcev, učenci in dijaki.